Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 6. dnevu radijskega misijona, dnevu, ko smo bili še posebej vabljeni, da opravimo zakrament svete spovedi, dnevu, ki ga preživljamo v Celjski škofiji, bomo v naslednji uri postavili piko v pogovornem večeru Vprašajte škofa. Kar lepo število se nas je zbralo tukaj v dvorani Stolne župnije svetega Danijela in med nami seveda pozdravljam celjskega škofa, monsignorja doktorja Maksimiljana Matjaža. Dober večer. Prisrčen pozdrav pa seveda velja tudi vsem obiskovalcem tukaj v dvorani in seveda vsem vam pred radijskimi sprejemniki. Takoj dodajam tudi vabilo. Celjskemu škofu Matjažu lahko zastavite svoje vprašanje kar na telefonsko številko 01 512 10 00. Naš tehnik Andrej Novljan pa ga bo posredoval kolegici Tanji Dominko, ki bo zbirala tudi vprašanja obiskovalcev v dvorani. Torej 01 512 10 00. Če pa ste pri elektronski pošti, morda pošljete kratko vprašanje preko e-naslova studio@ognjisce.si. Gospod škof, najprej hvala lepa, da ste z nami v tem dnevu. Tudi hvala lepa za vaš popoldanski nagovor, k kateremu se bova še vrnila. Za začetek pa danes je v sklopu radijskega misijona tako imenovani spovedni dan. In prav ganljivo je poslušati poročila z vseh koncev Slovenije, kako so bile spovednice polne in koliko zgodb o novih korakih, novih začetkih, o prelomih, težkih oklepov okoli src in podobnem se je rodilo danes. Predvidevam, da je spovedovanje tudi za vas sicer težko, ampak radostno delo, ne? Tako je, najprej tudi jaz vas lepo pozdravljam, ekipo Radia Ognjišče, ki je že ves dan tukaj aktivna v naši župniji. Res danes imamo neko tudi posebno priložnost, da lahko govorimo o Svetem Duhu, pa hkrati o tem zakramentu sprave prav to na isti dan, se mi zdi zelo posrečena kombinacija. Ja, tudi sam sem bil v spovednici zjutraj, pa zdaj zvečer in res, jaz mislim, da je tisto morda res neko središčen trenutek naše vere, pravzaprav prav to, ko lahko doživimo, da se Bog in človek srečata v tiste iskrenosti in pristnosti, da človek začuti, kako pravzaprav mu ni potrebno, da je sam tisti, ki mora nositi vse bremena, pa da lahko prav v teh trenutkih izkušnjah svoje nemoči, svoje šibkosti doživi Božjo ljubezen, Božjo bližino, ta zakrament odpuščanja, ki pravzaprav vedno znova ustvarja nov svet, novo življenje, ne? Vedno znova mi prihaja pač tako na misel tudi to izkustvo apostola Pavla, ki se mi zdi, da je tudi, kar se tega tiče, nam en velik učitelj. On, ki je imel pravzaprav v svoji preteklosti toliko težkih stvari, celo preganjal, ubijal je celo v gorečnosti za svojo postavo, ne? Ampak potem, ko se je ga Gospod dotaknil, ko je prepoznal, kdo je pravzaprav Bog in kdo je on v Božjih očeh, ne, lahko izrekel tisto, pozabljam to, kar je za menoj in se stigujem po tistem, ne, in ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. In upam, da res pri vsakem zakramentu lahko človek prav to doživlja. Danes smo se kar naprej ustavljali pri vrsticah veroizpovedi in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, ki nam
kar zdrsnejo takole čez ustnice, pa vendar hvala lepa za vse poglebljene misli v današnjem dnevu. Bi pa morda za začetek podčrtal eno misel. V popoldanskem nagovoru ste lepo izpostavili, da pri trojedinosti ljudje zelo hitro zapopademo očeta kot ljubečega očeta, sina kot sina in brata, vrednega vse ljubezni. S Svetim duhom pa včasih ne vemo, kaj natančno početi in pri mnogih ostaja nekje ob strani. Pa vendar ni le prinašalec sporočil, golob pismonoša, veter, ki veje, ampak veliko več, vitalno pomemben pri molitvi, pri razločevanju, pri življenju sploh. Ja. No, res glede predstave in podobe opažamo vedno znova, ne, da se pri Svetem duhu ustavimo, da kako si pač lahko očeta, sina nekako predstavljamo tudi s svojimi telesnimi čuti in pogledi, vemo, kdo to je, tudi v Svetem pismu nam je Bog na nek način predstavljen, nam je Jezus najbolj predstavljen, Sveti duh pa je že v svoji naravi, pravzaprav duh, ja, se pravi nekaj zelo neopredeljivega, neoprijemljivega, in zato že Sveto pismo samo operira s tako različnimi podobami. In je tako malo, vedno znova se mi je, že kot še prej profesorju zdelo, skoraj malo smešno, kako se je najbolj prijela ta podoba goloba, ki upodablja Svetega duha, čeprav je pravzaprav ta ptič danes sorazmerno nesimpatičen, in tudi v Svetem pismu je predstavljen pravzaprav ta podoba goloba, kot se je spustil nad Jezusa takrat ob krstu, kakor v podobi, ki je bila kakor goloba, ne. Torej tudi tisti, ki so videli, ki so gledali, verjetno niso videli goloba, ampak neko znamenje, nekaj duha, neko vzgibavanje, karkoli že. Ampak pustimo to, bolj se mi zdi, da je pravzaprav to res zelo, zelo usodno ali pa ključno vprašanje naše vere. Ker kaj je Sveti duh? Sveti duh je prav tista oseba, osebna oseba, ki nagovarja, ki je blizu in vsakemu človeku, ne, osebno, individualno. Oče ima neko svojo osebo, tudi sin ima neko svoj načrt, svojo voljo. Sveti duh je pa, že tako rečemo, ne, prav povzetek vsega tega, kar Bog nameni prav meni. Ta komunikacija, ta oseba, ta poosebljena, recimo ljubezen, skrb, veselje, karkoli iz teh darov, lahko rečemo, da je najbolj poosebljeno v Svetem duhu, pa vendarle prav to, da to prinaša vame, vstopi vame, živi v meni, da lahko prevzame, recimo nima podobe, zato da lahko prevzame mojo podobo, nima telesa, zato da lahko vzame moje telo, na tak način bi lahko tudi to govorili. In res je, da ko spustimo Svetega duha, ko nam zmanjka Svetega duha, potem smo na nekih zelo takih odnosih, človeških odnosih, kjer zelo potem računamo nase, na svoje prizadevanje, na svoje delo in si na nek način tudi življenje precej bolj otežimo, kot bi si ga lahko. Kako pa pravzaprav prepoznati, da nas nagovarja Sveti duh? Navsezadnje, kako denimo razločevati, ravno to je povezano tudi z enim od vprašanj, ki so prišla v naš studio, razločevanje duhov, na kaj naj bomo pozorni oziroma kako lahko prepoznamo tisti drugi glas, ki pa ni Božji. Ja. To razločevanje duhov je seveda na nek način
ena vsa vsebina ali pa duhovnega življenja. Vse življenje pravzaprav na nek način razločujemo do duha, lahko presojamo, zato ker že Jezus pravi, v svetu je veliko duhov. In seveda ni vsak duh dober duh. Tisti, ki je bolj senzibilen na odprt za duhove, je hkrati tudi bolj senzibilen tudi za hudega duha. In se mi zdi tako preprosto, pa zelo jasno, je Jezus razložil recimo v pismouku Nikodemu, v Janezovi evangeliju, ta poroča, ki je tudi, mu tudi tako ni bilo najbolj jasno, kako zdaj, kaj pomeni to rojstvo iz duha in kako bo tega duha prepoznal. In mu je rekel, ja, da je to kot veter, ne veš, odkot prihaja, kam gre, moraš mu pa slediti, se pravi, veter pušča neka znamenja, neko upogibanje. In odkot prihaja, torej že to je recimo eno izmed tistih ključnih razločevanj ali pa kriterijev razločevanja prav odkot, od dobrega, od slabega. In potem tisto drugo pa, kaj ta duh povzroča v meni, dobro, slabo. In v bistvu čisto tako preprosto, po sadovih jih boste prepoznali. In duha dejansko tudi prepoznamo takrat po tistem, kaj pušča, kakšne sledove, kaj povzroča v človeku. In zato recimo apostol Janez, apostol Pavel je seveda prav tam v tem pismu, recimo pismu Galačanom, ko govori o človekovi svobodi, prav v tem pismu je najbolj pozoren na to, da bi se tako navadili in ima največje najdaljše sezname, kaj je tisto, kar Božji duh povzroča, kaj pa tisto, kar hudi duh povzroča. Hudi duh govori o sadovih, o delih mesa, ki imajo nek skupni imenovalec, da so obrnjeni sami vase. In zato tudi nimajo prihodnosti, nazadnje umrejo, se izčrpajo, ker razdeljujejo, iščejo svoje in tako dalje. Dočim to, kar povzroča Sveti duh, je pa to, kar rojeva življenje, kar odpira drugemu veselje, ljubezen, mir, potrpežljivost. To našteva tam v Galačanih, v Korinčanih, ko govori o cerkvi, pa govori še o celi vrsti drugih darov. In tam da tudi en tak kriterij za razločevanje duhov v cerkvi. Pravi, mnogo je darov, mnogo je darov ali pa mnogo je duhov, vendar samo ti prihajajo od Boga, ki gradijo skupnost, se pravi to, kar združuje, kar povezuje. Tako, pravzaprav duhovne vaje naše so vedno znova nekje končajo ali pa so sestavni del tega, da proučujemo, kater duh pravzaprav mene tako vodi, me vodi v danes, me vodi na splošno življenje. Je bolj duh neke žalosti ali pa duh veselja, nek duh, ki me razdvaja, nek duh, ki me dviga. In počasi potem pa tudi vidim, da tudi hudi duh se uči različnih taktik, se približa pač tistemu, vsakemu res na svoj način, to, kjer smo bolj senzibilni, kjer smo bolj, bi rekel, imamo neko usmeritev, imamo več darov, tam me bo dobri duh nagovarjal, tam pa me tudi hudi duh nagovarjal. Popoldne ste tudi lepo rekli, Sveti duh je tisti, ki vodi in prenavlja cerkev. Se pravi, da se tudi škofje zelo trudite prisluhniti Svetemu duhu. Mogoče na to navežem vprašanje poslušalke Bernardke, ki takole pravi: čutimo in vidimo, da se sinoda s sklepnim zasedanjem ni končala, skupno hojo nadaljujemo. Katere konkretne korake v nadaljevanju sinodalne hoje vidite kot najbolj bistvene za našo slovensko cerkev? Zelo široko vprašanje, a vendarle, no. Zelo široko vprašanje, ja. Morda kakšno misel.
recimo misel, tisto prvo, ko ste rekli o škofih. Gotovo, v nekem smislu smo tudi škofje pravzaprav kot vsak vernik prav tako postavljeni pred izziv poslušati in razločevati duhove, odkot prihaja ta duh, kaj govori duh cerkvi danes. Ne. In če želim slišati, in tukaj sem pa zdaj že v tem, bi rekel, v tem sinodalni duhovnosti, če hočem, če želim slišati, moram biti pozoren, moram poslušati, moram tudi izstopiti iz nekih svojih predstav. Ni lahko poslušati, ni se lahko svojih gotovosti osvobajati, ne? In se spustiti, recimo tako, sprejeti neko vrste misel drugih. Ne? Zato mora res ta beseda priti globje v srce. Globje v srce, ja, tam se pravi, da lahko slišim celega človeka, globje slišim, zato pa rabim čas. Tisto, kar bi rekel, da je, bi rekel, privilegij, bom zdaj bolj tako govoril, privilegij škofov je, ker je iz tega izhaja tudi potem neka večja odgovornost, da res na nek način vsa cerkev moli za nas, ne? Da smo na nek način na vrhu, kjer se molitve povezujejo, vsak obred, vsaka sveta maša je pravzaprav se preko škofa povezuje z to skalo, s Petrom, z tem izvorno besedo Jezusovo, ki je bila zaupana apostolu, ko pravi, vedno, ko boste to delali v moj spomin, sem jaz sredi med vami, ne? Ko nam je zaupal te besede nasledstva, ko nam je zaupal to skalo, na kateri lahko gradimo cerkev. To čutim tudi sam, ne? Da pomoči molitve se gradi tudi recimo neka moč dobrega svetega duha okrog, ki te potem obvaruje, ki te umirja, ki te usmerja, ki ti da neko moč, da zmoreš videti pač preko in dlje, ne? Ker voditelji škof bi dejansko mora biti pastir in oče vsakemu posamezniku, hkrati pa mora videti tudi naprej, mora videti tudi cilje, tudi preko teh konkretnih skrbi in izzivov, ki so v nekem trenutku. Ne. Kar se pa tiče sinode, ja, tukaj še to rečem, da Sveti oče je res vedno znova poudarjal, da sinodalno srečanje ni parlament, ne bomo samo razpravljali, da je v središču tega našega dela je molitev. Molitev, ki potem res povezuje tudi vse to, kar je v zgodovini cerkve bilo rečeno že do sedaj. Da bi recimo tako, drug ob drugem potem dobili tudi pogum za odločitve, ne, da bi videli, kaj so tiste res potrebe današnjega človeka, kaj je tisto, kar se je tekom zgodovine nabralo tudi v cerkvi, kar ni tako bistveno, kar se mora spreminjati, kar se lahko spreminja. To pa do tega človek, pa tudi če je nekje na vrhu, ima vso odgovornost, ne more priti sama. Ne. Da smo odkrili to pomembnost teh timov, teh skupnosti, teh občestev. To, kar je ves čas v cerkvi že seveda bilo, ampak hitro smo si nabrali neko krog, v katerega smo zaupali in ta je počasi potem postal morda tudi malo rigiden in to bi zdaj želeli, da bi res bilo vse Božje ljudstvo po tem daru, ki ga prejmemo, po daru Svetega Duha pri krstu, res tudi deležno tako tega soodločanja, razločevanja, kot potem tudi oznanjevanja, odgovornosti za oznanjevanje. Vprašanje iz domačih logov, iz dvorane. Na katerih področjih se kažejo sadovi Svetega Duha zdaj po skoraj 4 letih škofovanja in kje, menite, so še potrebna prizadevanja in molitve? Ja,
Sadovi Svetega Duha so pravzaprav vidijo vsak dan, ne, jaz bi tako rekel, ne, ker to, da ti sadovi, da imamo upanje, da smo polni zaupanja, veselja, navdušen, to je sad Svetega Duha. Jaz mislim, to, kar se je v teh letih tako pri nas nekako izostrilo, da smo res vsi potrebni bolj te občestvene formacije, vzgoje drug za drugega, ne? Da bi tako cerkev postajala družina in da smo tukaj, da se moramo tu na nek način približati, na drug način pa spet poglabljati to svojo identiteto, tako tisti, ki smo, bi rekel, v cerkvi poklicno, kot kleriki, kot posvečeni ljudje, redovniki, redovnice, duhovniki, nazadnje tudi škofje, in tisti, ki imajo ta svoj poklic, temeljni, osnovni poklic v svetu, v družini, pa so kljub temu člani cerkve. Mi moramo zaživeti skupaj in povezano. Cerkev smo res mi skupaj, eno občestvo. Da bi to lahko, sem videl, da je že bi rekel, v naših vrstah, v duhovniških vrstah, ni tako samo po sebi umevno in preprosto. Naša vzgoja, sploh v preteklosti, je bila res tako bolj usmerjena vzgojiti se v tako trdno, močno, neodvisno osebnost, voditeljsko osebnost, ki lahko vodi, na katerega se človek lahko zanese, ki je sposoben za vse postoriti. Najboljše pravzaprav, ko imaš odgovornost za vse, da znaš tudi vse narediti. Vem, da so še zdaj v moji preteklosti, v moji zgodovini, tako nas spraševali, kaj se učite, tudi o kuhanju, o računalništvu, o ekonomiji, o gradbeništvu, o vseh teh stvarih. Pa se mi zdi, kakorkoli se to tako simpatično sliši, da bi mogli vse mi to poznati, da je to pravzaprav res na nek način sekundarno. Naša, če zdaj sem v tej duhovniški formaciji, naša primarna formacija bi morala res biti v duhovnem. Mi bi morali biti prav to, specialisti za razločevanje Svetega Duha. Ker tista misel od enega cerkvenega očeta oziroma ruskega starca, da je pravzaprav cilj našega življenja, prav to, da osvojimo Svetega Duha, da se spoprijateljimo s Svetim Duhom. To je res življenjska naloga in nas cilj. In mi, če smo imeli, duhovniki, zdaj govorim, nekaj več časa za spoglabljanje v duhovne stvari, teologije, tudi zgodovine, recimo teologije, Svetega pisma, izročila in tako dalje, bi morali postajati res specialisti za to, kako videti Duha in Boga na delu. Ker če bomo videli to, če bomo zmogli to, potem kje ga bomo prepoznali. Prepoznali ga bomo seveda v vseh teh stvarih, ki so nam dane v cerkvi, v zakramentih, ampak prepoznali ga bomo tudi v človeku, v bližnjem. In bomo prepoznali vrednosti, talente, darove, ki so v ljudeh, ki so sadovi Svetega Duha. Vsi talenti, vse, kar daje življenje, je pravzaprav prihaja od Boga. In zato, zdaj bom se vrnil nazaj v tem delu ali pa v tej usmeritvi, ki smo na nek način si jo vzeli v teh naših letih zdaj ali pa prepoznali za našo vizijo, je prav to, da bi lahko po eni strani duhovniki se nekako poglabljali to formacijo, za biti občestveni človek, biti oseba, ki povezuje, ki združuje, in to pomeni oseba, ki je polna Svetega Duha, zakaj bistvo Svetega Duha je prav to občestvenost. Hkrati pa, da bi pripomogli do te identitete, do te občestvenosti tudi laikom, da bi tudi v njih lahko prebudili
te karizme, te darove, ki so jih dobili, ki jih dobivajo po zakramentih, ki so pravzaprav podobne, ki jih dobivamo vsi, ne? In tam verjamem, da bi se potem, v tem smislu se bomo lahko pa združili, ne? Bomo lahko videli, da pravzaprav mi gradimo vsi skupaj to eno telo, ki je cerkev, in drug drugega potrebujemo in drug drugega dopolnjujemo, ne? V Svetem pismu, v grščini je za to občestvo ena strašno lepa beseda, ki mi veliko pomeni, ne vem, če drugim, ki jo slišijo, ampak se tej besedi reče koinonija. Koinonija, in to se pravzaprav bi mogli prevesti, da gre za organsko občestvo. Drug iz drugega rastemo. In zato ni potrebno, da znam jaz kuhati, čeprav sem vesel, če se znam kaj skuhati, pa to. Važno pa je, da znam nagovoriti, pa sem blizu človeka, ki zna kaj skuhati, da smo lahko mi skupaj, ne? Tako potem si bomo podelili te darove, ne? Seveda, ne, vzajemno, tako kot starši z otroci, tako kot mož z ženo. To koinonija je pravzaprav to organsko občestvo se dejansko najbolj izraža prav v odnosu moža, moškega in ženske, ne? In Boga in človeka, če hočemo. No, mogoče k temu pripnem še naslednje vprašanje, čisto na kratko. Za vami je 5 svetoletnih romanj v Celjsko stolnico, ki ste jih pripravili za vseh 5 dekanij Celjske škofije. Kako ste vi doživeli ta romanja? To moram res priznati, tam je gospod župnik, stolni župnik, ki je za stolno župnijo organiziral pravzaprav to gostiteljstvo teh romanj, teh naših dekanij, naših vernikov, da je nas pravzaprav to vse zelo močno pozitivno presenetilo. Ta odziv, ta udeležba, pa tudi potem to počutje tukaj, ne, da smo lahko se zame, ki sem pač tudi še vedno na nek način nov v tej škofiji, smo se res začutili kot družina, povezani. Z teh 5 področij smo prišli skupaj z enim tem skupnim namenom in morda je že tudi to, da smo tako v začetku vsem, ko smo se v tej skupini odboru, ko smo pripravljali ta romanje oziroma naše praznovanje svetega leta, smo se nekako skupaj odločili za te neke 3 ključne poudarke, ki naj bi nas povezovali, te ključne prošnje, in smo to poskušali že vnaprej porazdeliti po naši škofiji, po župnijah, se pravi ta molitev za občestvo, za našo povezanost, potem prošnja za spravo. Mi smo tukaj na področju, na teh področjih, kjer smo posebej recimo zaznamovani z težkimi stvarmi zločina, greha, smrti, te nesprave, te teže, ki bremeni naš narod, in ta nesprava, ta razklanost je seveda potem na nek način del nas vseh, ne. Molitev za to in naša vera, da pravzaprav Bog lahko ozdravi in se dotakne, se nam je zdelo res to, da postavimo kot skupen namen za celotno škofijo, da molimo v tem svetem letu. In potem tretje smo postavili v središče enega izmed predstavnikov teh žrtev tega težkega, krutega, zločinskega časa, mladega duhovnika, ki je umrl, ki je daroval svoje življenje v zaporu namesto drugega, Izidor Završnik, to je mlad duhovnik posvečen pravzaprav na začetku vojne in 43. leta je bil potem ustreljen namesto enega talca v mariborskem zaporu. In prav ob tej podobi, ob njem, ki zdaj na ravni škofije peljemo ta proces za njegovo beatifikacijo, v to podobo smo res želeli prvič vključiti vse te žrtve, vse te razkole, ki jih pri nas doživljamo, hkrati smo pa pri njem
odkrili nek ključni trenutek, namreč, ki je na nek način verjetno spremenil to njegovo življenje in mu omogočil to darovanje njegovega življenja. In to je bila ta zakrament svete spovedi, sprave, ki jo je po dolgih mesecih, pravzaprav po enem letu, dolgem letu mučeništva, trpljenja, ki ga je prestajal v zaporih, ko je mogel doživljati veliko izdaj, veliko hudega na svojem telesu, veliko verjetno tudi razočaranja nad ljudmi, pa tudi nad Bogom, ko je potem doživel in lahko sprejel ta zakrament odveze in ga je to prenovilo. Jaz sem prepričan, da v moči tega zakramenta je pravzaprav bil svoboden do konca, tudi do svojega življenja, ki ga je lahko daroval. No in zato je pravzaprav tudi v tem svetem letu, ki ima tudi namen, je leto sprave, leto usmiljenja, pravzaprav tako živ med nami tudi ta poudarek, to povabilo, da vstopimo res skozi ta sveta vrata, ki niso, in sem tudi hvaležen za to misel papeža Frančiška, niso to neka posebna vrata na stolnici, kjerkoli že. Ta sveta vrata so dejansko vrata k spovednici, vrata k temu zakramentu usmiljenja, kjer pravzaprav lahko človek najde to novo življenje. Zdaj sva že prešla na področje človeških stisk. Veliko je tudi vprašanj, ki prihajajo z vseh področji. Vem, da nocoj ne moreva rešiti vsega, ampak morda le nakažite svoje razmišljanje v tej smeri, pa nekaj vprašanj, ki so malce bolj kompleksna. Jezus je pri zadnji večerji obhajal vse. Lomil je kruh in ga podelil vsem, tako Petru, za katerega je vedel, da ga bo zatajil, kot Judi, ki je imel greh smrtne izdaje. Zdaj pa je polno omejitev in pogojev za prijem Jezusa. Kdo jih postavlja? Ali res delamo v njegov spomin, tako kot je on želel, ali postaja obhajilo nagrada? Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Sem ločena in me zelo boli. Hvala za odgovor. Ja, ta razprava je zelo živa v cerkvi v tem času. Papež Frančišek si je zelo prizadeval, da bi o tem razmišljali, da bi se tega živo zavedali. Prav na koncu ta beseda se mi zdi, da je močna, da gotovo Božji kruh je popotnica našega življenja. Ne smo ga dobili, ga nam Gospod daje zato, da bi preživeli, da bi imeli moč iti skozi življenje. In tu ta odnos med tem kruhom, ki ga zauživam, v katerem dejansko prepoznavam, in se mi zdi, da je to v ozadju potrebno videti, prepoznavam tega Božjega sina, ki je sam sebe izničil, podobo hlapca vzel nase, bil podoben po podobi, podoben ljudem, kakor človeka, prav zato, da bi se lahko človeka dotaknil vsem, tudi v grehu. Bil je nam podoben vsem, vendar ni grešil, pravi pismo Hebrejcem. Torej se zavedamo, da ga prav v grehu ta človek, vsak človek, ta Božji kruh tudi potrebuje. Po drugi strani pa je seveda tudi to, da je zakrament edinosti, je pravzaprav zakrament vire, zakrament cerkve, ta zakrament svete Evharistije. In se ga seveda podeli samo tistemu, lahko sprejme samo tistemu, ki je v občestvu z to cerkvijo in v tem občestvu. Ko pravimo, vsi so bili pri zadnji večeri, vsi so bili pri zadnji večeri, vsi so bili v občestvu z njim, z Gospodom, vsi so bili tam poklicani. Ta zakrament seveda niso sprejeli tisti, ki so bili zunaj, niso bili v občestvu, niso sprejeli Judje, niso tisti, ki so ga preganjali. In zato je tudi na nek način
predstavlja potem zakrament tudi višek tega občestva, ki ga izražamo. In živeti v občestvu pomeni živeti potem v zakramentih. Preko zakramentov tvorimo ali pa gradimo ali pa smo zakrament občestva. In zato je prav, da poudarjamo tudi tisto, bi rekel, drugo pot, da se tudi na ta sprejem tega zakramenta moramo pripravljati, da pravzaprav je na nek način to krona potem nekih mojih prizadevanj. In s tem je neke vrste tudi nagrada, je ni to navaden kruh. Ne. Danes sem tudi to poudarjal v tem, kot se mi zdi ena značilnost, ki mi pravzaprav je v teh dneh, ko sem razmišljal o Svetem Duhu, vedno znova prihaja, ne, da Jezus ni podelil Svetega Duha takoj ob svoji smrti, ni prišel takoj ob njegovi smrti, niti ne pri zadnji večeri na učence in na cerkev. Zato je bilo potrebno čas. Moralo se je nekaj sestaviti, moralo se je nekaj zgoditi, morala je biti priprava. In slišal sem tudi eno dobro primerjavo enega pridigarja, celo lahko povem, da je to zdaj, ampak še takrat ni bil papeški pridigar, je pa en moj kolega, smo nekaj časa bila v Rimu tudi skupaj, ta fra Roberto Pasolini, ki je zdaj papeški pridigar. On je imel ravno v tem, je primerjal, pravi, Sveti Duh je ogenj, ki potem to speče, to testo, ki je pripravljeno, in iz tega naredi recimo neko novo organsko smet, nekaj, kar lahko mi zaužijemo. Ampak tisto, kar je pa bilo prej, je pa moglo priti skupaj. In zdaj, če bi samo vrgli na en konc moko, na drugi konc jajce, tja nekam sol pa to in tam gledali, lahko Sveti Duh tam skače okrog, ampak tisto bi še vedno bilo vse na svoji strani. Se ne bi speklo. Je bilo treba prej to mesiti. Tisti kruh rabi svoj čas in potem vzhaja, da pridejo te sprvine skupaj, da postanejo že povezane, potem jim lahko ta Sveti Duh da neko novo formo, novo življenje, novo užitnost. In to se mi zdi, no, da tudi potrebujem čas, in obdobje in morda v tem tudi neke druge milosti, molitev, post, tako, da se pripravim na sprejem tudi zakramenta, nazadnje tudi zakramenta spovedi, pa tudi zakramenta Evharistije. Težko vprašanje, mislim, da tudi mimo tega ne bi šla, kljub vsemu. To so ti človeški strahovi, človeške stiske. Ali lahko pride nekdo, ki je naredil samomor, ki je v nebesa? Ja. Oziroma, kako lahko zdaj mi pomagamo pri tem? Hvala Bogu, da nismo ljudje tisti, ki bi presojali o tem, o vrednosti in nevrednosti človeka. Ne. To, hvala Bogu, je Bog tisti, ki sodi. Bom rekel, tudi to sem danes razmišljal, oziroma teh ne razmišljal o Svetem Duhu, pa nisem uspel povedati vsega v tistem popoldanskem nagovoru. Namreč o samo enem grehu pravi Jezus v Evangeliju, da je neodpustljiv, in to je greh proti Svetemu Duhu. Ne. In to vprašanje se mi tako vedno znova tudi zastavljalo, prej še zastavljalo, kaj je potem ta greh proti Svetemu Duhu. In ja, to, zapreti se, zavestno se zapreti Bogu, temu Božjemu Duhu, Božjemu vplivu v življenju, zavestno. To bi bil ta greh proti Svetemu Duhu.
ki pa nismo, nikjer v Svetem pismu ne dobimo potrditve, koliko teh grehov dejansko je dejansko se znašlo tam pred Bogom in so potem v Božjih rokah, da jih rešuje. Tako bi tudi za tega, morda bi celo, me zdaj prihaja na misel, sem enkrat gledal nek posnetek YouTube pogovora papeža z otroki v Rimu že pred leti, mislim, da je tudi pri nas se to vrtel, ta posnetek, in tam je bil en dečko, en fantek, in je hotel nekaj vprašati. Je vstal, začel spraševati in potem se je začel jokati, pa ni mogel. In ga je papež spodbujal, rekel, ne, kar povej. Ni mogel in potem je tekel tak njemu, ga objel in mu je nekaj šepetal na ušesa. Nekaj šepetal na ušesa. In potem se je videlo, ko papež tako nekaj mu govori, pa tako očitno reče, lahko to povem, lahko to povem, kaj mi praviš. In potem on tako malo zahlipal tam, se ga je prav videlo tudi njegovo hlipanje. No in potem ga je ta fantek vprašal, je rekel, moj oče je naredil samomor, kaj ga bom jaz srečal pri Jezusu, ko bom prišel k njemu? Prav to vprašanje je bilo. In papež je rekel, pa a se vam zdi možno, da bi Bog preslišal solze in molitve tega dečka, tega sina, ki hoče srečati svojega očeta, ki ga v življenju izgubil, vsaj potem pri nebeškem očetu. Tako da jaz mislim, da je to globoko vprašanje, ki je seveda v srcu Božje milosti rešljivo, mislim. Če vi bi lahko citiral tudi Jezusa enkrat, če vi, ki ste hudobni, znate dajati dobre darove svojim otrokom, kako ne bo nebeški oče dal tega, to, kar ga prosijo. Zdaj bi najraje združil nekaj vprašanj, mislim, da gredo v podobno smer. Evropa se oborožuje, svet pravzaprav je tudi v mnogih vojnah trenutno kar kipi, vre. Kakšen je vaš pogled na to dejstvo? Temu bi dodal tudi vprašanje Ervina, zakaj Bog dovoli takšno trpljenje nedolžnih ljudi, še posebej nedolžnih otrok, žensk, ostarelih, zakaj ne udari po glavnih krivcih in jih izbriše z obličja zemlje. Samo pravi, zakaj Bog ni uničil hudiča, ko je nastal, da bi ljudje lahko živeli v miru in z Bogom. Ja. Res takšno velika in kompleksno vprašanje, no in sem hvaležen res vsem, ki razmišljajo, ki si zastavljajo ta vprašanja. Res zastaviti vprašanje, pravzaprav, da se bom malo zavil, pa se bom samo vrnil sem, moje prvo, bi rekel, študijsko področje že v Rimu in potem tudi nekaj časa tukaj na fakulteti je bil prav Markov evangelij in ena izmed značilnosti Markovega evangelija je, da je tam veliko več vprašanj, kakor pa odgovorov. In Jezus je pa zelo ponosen pravzaprav na to, na svoje učence, da zastavljajo vprašanja in pusti odprta vprašanja. Recimo ena izmed takšnih vprašanj, odprtih vprašanj, ko ni odgovora, je, kdo je ta, potem, ko so doživeli tisti vihar na morju, kdo je ta, ki sta mu pokorna celo veter in morje, pa ne odgovori, potem takoj pride na drugo stran v geraško deželo in gre zgodba naprej. Vprašanja so gotovo, to me duh vodi in mi želi me pripeljati do nekega odgovora, ki bo intimen, ki bo v meni. In Sveti Duh me ne bo povozil z neko zunanjo prepričljivostjo in z nekimi zunanjimi argumenti. Morda tisto vmes je bilo eno takšno zelo kritično v teh bojih, vojnah, trpljenju otrok, to je vedno znova se to vprašanje postavlja. Recimo papeža Benedikta so takrat
ali mislim, da že prej Janeza Pavla, ko je prišel v Auschwitz, ne, vprašali, ja, kje je tukaj bil Bog v Auschwitzu. Ne. In on je takrat rekel, ja, jaz se sprašujem, kje je tukaj bil človek, ne. Tukaj človeka ni bilo. To kritično, to upitje človeka proti Bogu, češ ti si kriv, ne, ti si kriv za to zlo, ti bi lahko to zlo prepričal. Se mi zdi, da celotno svetopismo, ne, celotno v tej celoti svetopismo, ta zgodovina odrešenja kaže prav na to, da je Bog, če bi zdaj citiral zadnjo pismo apostola Pavla, da je Bog velikokrat in na veliko načinov želel, hotel človeka prepričati o sebi, o dobrem, ne. Od vsega začetka, ne, ko mu je dal vse, ko mu je dal to drevo življenja in drevo spoznanja, v smislu vseh dreves lahko ješ, ta drevesa, od tega drevesa pa ne jej, to je pa tista svetost, ki bo tebe pravzaprav držala pri življenju. Če boš to svetost uničil z svojim posedovanjem, bo pravzaprav to zlo uničilo tebe. In pravim, velikokrat in na veliko načinov, tako z močjo, koliko čudežev je pravzaprav Bog storil, vedno znova. Zdaj, če gremo izraelsko zgodovino gledati, to recimo čudežno izhod iz Egipta, ko bi si mislil tako, zdaj morje se je odprlo, vsi demoni egipčanski so se utonili, zdaj je pravzaprav ljudstvo rešeno, tudi osebno rešeno dvomov in greha, do konca življenja si bo zapomnili, kdo je njihov Bog, kdo je rešitelj, pa seveda ni bilo, do prvega uvinka je trajalo, ko so zopet prišli, zopet začeli sanjati in se pritoževati čez Boga. Tako da tudi na križu, kjer bi, ko so vpili tako podobno, zdaj, če si Božji sin, stopi z križa, ali pa tale razbojnik, ko je rekel, stopi, reši sebe in najo, ne? In je on ostal tam. Se pravi, ta Božji odgovor, ki je vedno znova tak težek, nam težko razumljiv, je, da ne odpravlja zunanjo močjo to zlo, to stisko, ampak v to stisko stopi. V tej stiski je. V tej stiski temu situaciji daje smisel, daje moč. V tej stiski prebuja novo življenje. Ne. To je Božji način reševanja. Ta logika, bi rekel, pšeničnega zrna, ki mora umreti, ki se zaveda, da mora umreti in da šele takrat se lahko rodi nekaj novega. Lahko res vse, kar se pa z zunanjimi močmi tako preobrazi, se bo pa preobrazilo hitro, enkrat v to in potem, ko bo pritisk minil, bo iz tega zopet zgodilo se še večje zlo. Spet bom, ker nam minute kar polzijo iz rok, združil nekaj vprašanj in mnenj, in sicer takole pravi Melita. Vse več mladih parov se ne poroči, imajo otroke in jih ne dajo krstiti, otrok ne vpišejo k verouku, mladi starši pravijo, da se bodo otroci sami odločili za sakramente, kako, če nimajo zgleda staršev, starim staršem tudi ne dovolijo, da bi šli z vnuki z njimi v cerkev, k sveti maši in tako naprej. Kako mlade starše spodbuditi? Potem drugo podobno vprašanje je tole, ja, kaj škof meni o citatu iz Svetega pisma, da je palica vsak čas pripomoček pri vzgoji. Pravi, ne zagovarjam fizičnega nasilja, ampak mislim, da vidimo, kam nas je pripeljala permisivna vzgoja. Pa recimo še tretje vprašanje, ki bi ga temu pripel, kaj narediti, da bo v cerkvi več mladih? Ja. No. Vprašanje za $1 milijon, ne bi rekli, ne. Točno to vprašanje, ki slišim, da se kar vedno znova pojavlja, pa tudi ta z krstom, pa z mladimi, ki se ne poročijo. No, jaz bi najprej to glede tega, bi rekel to, no, da
sem pravzaprav v tem smislu sem žalosten, tako človeško gledano, ne, sem žalosten, se mi smilijo ti ljudje, kako si nalagajo bremena, ki so pretežka in jih ne bodo mogli nositi. Kako si lahko res mislijo, da takšno skrivnost, ki je skrivnost življenja, ki jih presega, ki jih jasno, življenje smo dobili, življenje smo vsi dobili. In potem to življenje, potem, ko ga želimo predati naprej, ga želimo ohraniti, predati, pomnožiti, ampak še vedno se ukvarjamo z to skrivnostjo, s tem darom življenja. In si mislimo, da bomo sami ravnali, lahko upravljali to življenje in ga bomo brez tistega, ki je izvor življenja, brez tistega, ki je mislim, dar tega življenja, ki nam daje vse, ki smo rekli, se pravzaprav daje tisto najboljše. Bog nam daje tisto najboljše, kar mi potrebujemo, zato nam daje Svetega Duha. Nam daje, bi rekel, skoncentrirano ljubezen, sočutje, bližino, pomoč, da bi to nas nosilo, da bi skozi to lahko razumeli, razložili in odgovorili, pravzaprav prepoznali to težo svojega življenja ali pa izzive življenja. Tako da to je res zelo težko in jaz razumem vse joke staršev, solze staršev, ki morajo to gledati, kako se jim otroci osamijo, prav tako tudi eksistencialno, da rečejo, mi bomo sami. Tudi otrok se bo sam, pa kaj se bomo mi sami, če smo ustvarjeni kot občestveno bitje, ne preživimo sami, mi smo osebe, kar pomeni, da smo splet, da smo mreža, da smo odnos, in zato Bog stopi v odnos, pa to potrebujemo tretjega, potrebujemo občestvo, da nobeden ne more preživeti sam. No, to je to. Za tisto vprašanje je za milijon, o mladih, kaj storiti, da bi mladi recimo prišli v cerkev, ali pa tudi to, da bi mladi se odločili za recimo zakramente, za to krščanski način življenja. Se mi zdi res, da je to absolutno naloga, ki jo imamo mi kot osebno nalogo. Se pravi, danes je pač mlad človek to, kar je po mojem bil vedno, danes pa še tem bolj, ko so druge zavore okrog socialne, družbe in kakorkoli sprostile, danes želi mlad človek biti svoboden in se to svobodno odločati in svobodno videti in dejansko videti, izkusiti, doživeti. In kje naj doživi kaj dobrega, kje naj doživi lepoto Boga, usmiljenje Boga, bogatstvo vere, kakor pa v nas, v tistih, ki nas je ta vera prežela, prestavila v drugo življenje. Tako da se mi zdi jok, bi rekel, tako staršev, starih staršev, ki ga pogosto slišimo tudi v spovednicah nad, bi rekel, neživljenjem, nekrščanskim življenjem svojih otrok. Jaz mislim, to mora biti v prvi vrsti to, kar je rekel Jezus tem jeruzalemskim ženam, jokajte nad seboj, nad svojimi grehi, nad svojim življenjem. Pravzaprav mi smo tisti, ki nas Bog kliče v svoje življenje, da živimo polnost in veselje tega življenja. Če bomo vero razumeli kot breme križa, ki ga moramo nositi, poleg vseh zapovedi in omejitev, ki jih imamo, ki si ne moramo tega in onega in drugega privoščiti. Zdaj še omejitve, ki nam jih vera daje, ne smeš to, ne kradi, vse te ne, potem in da nas bo to potegnilo skupaj kot ene zamorjene ljudi. Ja, hvala Bogu, da ne bodo otroci se tega nazvali, da bodo zbežali stran. Bodo šli stran. Oni iščejo, kje je veselje, kje je sreča, kje je dom. Jaz mislim, da tisto pozitivno jih bo jih pa premamlo. In zato, ampak zdaj, da ne bi ostala kritika, recimo samo na starših, na nas starih, na nas, ki smo v veri, živimo vero,
Dobro je, da se spomnimo na to priliko o usmiljenem očetu in izgubljenem sinu. Ne. Po mojem tam noben ne dvomi, da je bil tisti oče dober, ves čas dober, ne, da je bil dober oče. Kljub temu sta oba sinova zbežala stran. Ne. Ja, eden blizu in je šel stran, eden pa daleč. Ampak se mi zdi, da se je tista, on je bil dober, dobro jih je vzgajal, z ljubeznijo jih je vzgajal, pa vendar je ta starejši sin razumel, da mu nič ne da, da mu vse, ne. On drug pa pravzaprav ga je videl kot konkurenta, kakorkoli že. Kdaj se je ta njegova dobrost, vira pokazala, morda prav v tisti žalosti in stiski, ko sta oba šla stran. Takrat je pa mogel on verjeti v usmiljenega Boga, v Boga, ki njega kot očeta najprej ljubi, takega, kakršnega je, tudi zgrešenega in favliranega starša, ki sta mu oba otroka pobegnila, še vedno si ti, oče, tudi moj ljubljeni sin, in ti ne boš bolj bogat, če bodo otroci nazaj prišli, ali kako, ne boš bolj ljubljen, bolj spoštovan od tvojega zaupanja, od tvoje vire, da ti veš, da življenje prihaja od Boga, veselje, polnost prihaja od Boga, ne od mene, jaz sem samo prihodnik. Če zmoremo v tem vztrajati, v tem zaupanju vztrajati, da naša duša, naša drža ostane, naš pogled ostane usmerjen v to lepoto, v darove, ki nam jih Bog pripravlja, potem je to najlepšo gnezdo, ki ga pletemo recimo za te ranjene, uboge, izgubljene duše, kakorkoli že, ki iščejo, vsak človek išče gnezdo, ne, in ga bo našel. Ja. Gospod Škof, ostale so nam še 3 minute, pa vendar bi rad, da zapeljemo našo barko, čeprav je vprašanj še veliko, nazaj k veroizpovedi, kajti k njej smo se vračali in obračali pravzaprav skozi celotni misijon. Pa morda tole vprašanje. Oče naš je molitev, ki jo molimo v prvi osebi množine. Veroizpoved molimo pa v prvi osebi ednine. Je to zgolj vprašanje semantike ali je to vsebinsko vprašanje, češ naj veroizpoved res prihaja iz nas samih osebno in je recimo Oče naš bolj občestvena molitev? Ja, no, zelo lepo, zanimivo vprašanje. Lahko je tudi ta odgovor gotovo, vera je res nekaj osebnega in tako se spomnim, da vedno znova pri krstu, pri obnovitvi krstnih obljub tako močno poudarjamo, ne, rečem zase, govorim iz sebe, ne, tudi ko podeljujemo recimo to, kar nam Bog je storil v življenju, je dobro, da govorimo o prvi osebi množine. Ne. Zelo se mi zdi ta prva oseba, da se zavedam, jaz sem v odnosu z njim in preko njega, pa seveda potem tudi občestvu, da ni nekaj splošnega, da sem jaz edinstveni v Božjih očeh. To se mi zdi, da je odsev tega verujem jaz v tebe. Ti si moj ljubljeni sin, ne, v bibličnem jeziku pomeni ti si moj edinstven, enkraten, samo ti, ekskluziven. Ne. In to je ta osebna veroizpoved. Ampak tudi v tej veroizpovedi, če smo že pri tej semantiki, je že marsikdo odkril in rekel, da v grščini nimamo ločili in to veroizpoved, ta simbol vere, ne, je bil zapisan v grškem jeziku. In tam mi morda delamo tiste vejce prehitro, verujem v enega Boga, pika, očeta. Verujem v enega Boga, očeta. Ne? Oče je tisti, ki je pravzaprav srčika naše vire in vrh, bi rekel, razodetja Boga. Oče je pa, gledajte, oče pa ni sam, oče je pa, ko izgovoriš besedo oče, so tukaj otroci, je tukaj sin, ni očeta brez sinov in ni sina brez očeta. Verujem Boga, očeta.
to, da je Jezus ni bil ubit zaradi tega, recimo, ko bi delal kot velika dela, čudežna dela in kakorkoli, ampak ker je Boga imenoval za svojega očeta. To je tisto, kar tudi danes nas razlikuje od vseh ostalih religij, nas dela enkratne. Se pravi, oče, ki dela družino in tam ob očetu, in zato ta molitev, Jezus je to molitev naučil skupino učencev. Ni eden prišel in rekel, zdaj moli tako, ampak v občestvu skupaj molimo. In ko molimo, postajamo telo. Tako da tukaj pravzaprav posameznika ni, individuuma ni. Mi smo, pravzaprav, ker nimamo, če bi bil individuum, bi bil mrtev. Gospod škof, monsignor, dr. Maksimilijan Matjaž, najlepša hvala vam za tale razgovor, za vse razlage, za vse spodbude. Iskrena hvala. Iskrena hvala tudi gospodu župniku Tadeju Linasiju za gostoljubje v župniji. Hvala lepa vam, ki ste zbrani, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tukaj v dvorani. In seveda hvala tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za pozornost v tem večeru. Z vami sva bila Tanja Dominko in Marjan Bunič, za prenos pa sta skrbela Izidor Šček in Andrej Novljan. Hvala vam za pozornost in lahko noč. Lahko noč. Tudi ja, hvala. Vera ni le nekaj, kar nosimo v srcu. Je luč, ki nas vodi skozi življenje. Letos z radijskim misijonom stopamo korak naprej z geslom Gospod, pomnoži nam vero. V osrednjih dnevnih govorih bodo sodelovali škofje ordinariji, ki bodo premišljevali o besedilu veroizpovedi. Naročite se na podcast Radijski misijon 2025 in odkrijte vsebine, ki nagovarjajo srce in poglabljajo vero.